Smešni Celjani, niti slučajno. Izjemna evropska sezona nogometašev Celja je pri koncu. Nerazočarani, z dvignjenimi glavami so sklenili prebijanje čez konferenčno ligo. Že četrtfinale v Firencah je bilo podvig, blizu pa je bila celo naslednja postaja popotovanja, ki se že lahko postavi v vrsto za mariborske presežke v Ligi prvakov in Evropski ligi v knjigi največjih uspehov slovenskega klubskega nogometa. Fiorentina je vlogo absolutnega favorita upravičila vse prej kot zlahka. Ekipa, v kateri je en sam igralec, Mojzi Kin, na nogometni tržnici vreden skoraj 4-krat več kot celotna celjska zasedba, je trepetala za napredovanje. Hitro spoznala, da je na drugi strani igrišča povsem enakovreden tekmec. Pa čeprav ga praktično vsi merilniki postavljajo v neko drugo, precej manj bleščečo nogometno galaksijo. Ni zanemarljivo, da so se grofi na prag polfinala prebili s 7 Slovenci v začetni enajsterici. Talent je povsod, tudi v Sloveniji, je ugotovitev španskega stratega, od katere bi se lahko marsikaj naučili tudi upravljavci klubov in domača stroka. Kogarkoli je postavil na igrišče, se je Albert Riera držal svoje filozofije. Načrt, da je pot do uspeha lažja, ko imaš žogo v svoji posesti, je ostal, pa če je bila na drugi strani Nafta v slovenski ligi ali Fiorentina v konferenčni ligi. Pristop, volja in kvaliteta, s katero so se Celjani predstavili v Firencah, celo omogoča misel, da davek evropskih uspehov, ki so ga plačali s slabšimi rezultati v državnem prvenstvu, ni nepremostljiva ovira do novih podvigov. Zaostanek za prvim mestom je visok, priložnosti malo, a če kdo, nogometaši iz knežjega mesta v tej sezoni potrjujejo, da se lahko spogledujejo tudi z nemogočim. Zbadljivke o smešnih Celjanih pogosto letijo iz ust podpornikov kluba, ki se je vsaj v preteklosti upravičeno razglašal za nespornega nogometnega vladarja Štajerske. Če bi bili privoščljivi, bi lahko Celjani Mariborčanom danes vrnili z istimi bodicami. Ne le zaradi mednarodnih podvigov. Realno oceno, kdo je res smešen, v teh dneh ponuja kar podoba na igrišču.